jaz ne vem, kar sem imel priliko poučevati v kakšni Estoniji, pa v kakšni Ameriki, pa v kakšni Veliki Britaniji, en razkorak se vedno dogaja. Ne? Če mi vprašamo tole sobo, dvignite roko vsi tisti, ko bi radi bili milijonarji. Bomo zelo verjetno dvignili kar vsi roke, zaradi tega, ker pač edini, ko ne bodo, bodo tisti, ki lažejo. Pač vsak bi bil milijonar, vsak bi bil podjetnik. Podjetništvo je cool stvar. Ja, ampak druga stvar, ko pa mi vprašamo, a pa kdo ve, kaj so koraki, kaj je dejansko pot, kako priti do tega, tam imamo pa drug problem. Zaradi tega, ker podjetništvo ni samo tiste stvari, ko se jih ti lahko enega procesa natreniraš. Podjetništvo v končni fazi gre tudi za en način proaktivnosti, ko boš ti vedno v vsaki situaciji pač poskusil se znajti. Ne vem, en primer, ko ga mi vedno našim mladim srednješolcem vcepljamo v glavo. Obstaja ena fascinantna raziskava iz Berkeleyja, ko je en profesor skupaj s svojim raziskovalnim timom si dal 1 leto časa, da bo vedno vsakič redno četno, ko kaj kupi, vprašal samo en stavek, a imate popust. Če ja, super, če ne, tudi super. 1 leto so se odločili, da bojo fantje in punce to delali. Na koncu je bila statistika, da v 25% so ta popust tudi dobili. In kaj nam zdaj to pove? Obstaja ogromno enih čist, bom rekel, karakternih stvari, ko jih ti daš vase, pa se začneš po njih obnašati, ko bojo naredile strašansko razliko. Ampak naredile jo pa bodo samo takrat, kadar se bomo mi odločili, da bomo samega sebe v to smer trenirali. Da bomo se mi odločili, da bo šolski sistem to treniral. Ko se bomo mi odločili, da bodo starši to vzpodbujali. In to je tisto, kar jaz mislim, da v Sloveniji še za odtenek bolj kot drugod umanjka. Umanjka tista proaktivna drža, ko boš pač rekel, ne vem, Srbi bi temu rekli inat. V Izraelu bi temu rekli hucpa, on pogum, pa pač rečeš, probo bom, ker zaupam toliko vase. To je ena taka stvar, ko mogoče pri nas manjka pa, ne bom rekel zdaj, da je to tista cankarjanska uslužnost, ko jo ima slovenska populacija. Jaz mislim, da gre tukaj za eno malenkost bolj drugo stvar. Gre za to, da pač mi smo zelo dobri v temu, da ko nam nekdo nekaj reče, bomo to speljali. Smo pridni, marljivi, ampak če pa ne vemo kam pa, kako, bomo pa kar rekli, joj, jaz pa nisem pristojen, jaz pa ne vem, jaz pa rajš ne bi, dajmo rajš, da bo to kdo drug. In ta miselni preskok je pa nekaj, kar seveda, žal, bomo mogli se res vprašati, kako ga prenesti in odcepiti v mlado generacijo. Kaj mi delamo? Ja, mi pač delamo na podjetniških krožkih pol leta resnega driva. Tamali, ti hočeš biti podjetnik? A res? Super. 1 uro časa selfija z županom. Go. On gre, on je prestrašen. Ampak on prije nazaj pa ugotovi, da je župan politik, pa da se ful rad s tamalimi slika. In potem ugotovi, pa reče, le sem probat, moraš, pa ti bo uspelo. Evo, take stvari je treba delati. In če se bomo pač mi sistematično odločili, da bomo to trenirali, malo podjetništva se da